Zdaj že tradicionalni pohod po Murski Soboti se je letos začel v mestni četrti Ledava pri športnem igrišču na Lendavski ulici. Po nagovoru župana mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška in predsednika mestne četrti Ledava Boštjana Časarja pa so se pohodniki podali na raziskovanje mesta. Pohod nam je predstavil Božo Bohar, strokovni sodelavec mestnih četrti pri mestni občini Murska Sobota. Moram povedati, da je res že 9. pohod mestni četrti Murska Sobota. Ta pohod se je zelo prijel pri ljudeh, pri naših občanih mestne občine Murska Sobota, pa tudi tuje obiskovalce imamo, kar nas zelo veseli. Namen pohoda je pač druženje, spoznavanje mesta Murska Sobota, posameznih mestnih četrti, zato tudi imamo na vsaki mestni četrti postanek in zaključek je pa tradicionalno tu na Trgu Zmage. Se pravi, to je že zdaj 9. pohod mestni četrti, drugo leto bo jubilejni 10. Tudi še kaj bo dodatnega, ne? Vsekakor, ampak pravim, veseli nas udeležba, veseli nas vzdušje in da tudi ustrežemo namenu, zaradi katerega smo ga organizirali. Letos se je začel v mestni četrti Ledava pri športnem igrišču, fitness igrišču Lendavska ulica pri vstopu v Ledavsko naselje. In smo nadaljevali v smeri Fazanarije in tudi proti Jakobovemu naselju, poleg gostišča Denko pa Dijaški dom in smo zaključili tu, kot sem rekel, tradicionalno na končni postojanki, se pravi, to je Trg Zmage tu, kjer nas tudi pričaka pihalna godba, tako da tudi ostali občani, ki se mogoče iz takih ali drugačnih razlogov niso mogli udeležiti pohoda, vejo, kaj se dogaja. Organizatorji pohoda so tudi tokrat bile vse mestne četrti mesta Murska Sobota, na območju vsake mestne četrti pa so bile tudi tokrat postojanke s pogostitvami. Organizatorji so dejansko vse mestne četrti, sam pričetek, start pohoda je vsake mestne četrti vsako leto drugje, drugače pa končna postojanka, kot sem rekel, je vedno tu. Vseh 5 mestnih četrti so organizatorji, seveda pa vse skupaj poteka tudi v sodelovanju z mestno občino Murska Sobota. Letošnjega pohoda se je udeležilo precejšnje število udeležencev, s čimer so organizatorji seveda zelo zadovoljni. Letos se nas je zbralo okrog 100 pohodnikov, tudi moram povedati, nam je vreme služilo, mogoče kakšna stopinja preveč, ampak smo tudi probali najti senco, tako da smo se vsekakor znašli in zdaj, kot vidite, tudi je vzdušje na koncu, tudi zadovoljni so naši udeleženci pohoda. Zelo zadovoljni, ker vidimo, zdaj je že 9. pohod organiziran v sklopu mestne četrti in čedalje več je obiskovalcev in to se nam zelo zdi v redu in pozitivno za vse ljudi, kateri obožujejo mestno občino Murska Sobota in moramo iti samo naprej, ker če smo že speljali do 9. pohoda, potem se že veselimo 10., ker 10. pohod pomeni že mala obletnica. Čeprav poteka pohod po ulicah mesta, je trasa vsakokrat drugačna, tako lahko tudi udeleženci spoznajo mesto z druge perspektive. Traso pohoda spreminjamo zaradi tega, ker bi bilo monotono, ker vsakši občan, vsakši pohodnik, kateri gre z nami, vedno potem vidi nekaj novega, kaj se je novega naredilo v mestni občini in seveda lepega. Prav tako pa samo pozelenitev mestne občine, kot jo sedaj delamo. Vsako leto se ustavimo na takih drugačnih znamenitostih, tudi probamo združiti, se pravi, nekaj tudi naravnega sožitja, se pravi, da tudi gremo en del poti, letos je to bilo, se pravi, brežina Ledave in Fazanarija, drugo leto je pa spet mogoče razbremenilni kanal in druge zelene površine, ki jih v mestu Murska Sobota imamo kar nekaj. In tudi ogledamo si tudi znamenitosti, ki so v mestu Murska Sobota, posamezni ljudje, občani mogoče niti niso vedeli za določene stavbe ali karkoli in je res zanimivo, da spoznavajo tudi na tak način lahko v mestu Murska Sobota.
Seveda nas je zanimalo tudi, kako so s pohodom zadovoljni pohodniki. Pred mikrofon smo zato ujeli enega izmed mlajših udeležencev. V bistvu sem bil gnes prvič, ampak se mi zdi, da je to lepa gesta, ko povežemo celotne mestne četrti, kot tudi sam Mursko Soboto. S tem sem bil sami prebivalci te male skupnosti, ko je Murska Sobota fajn povezani, se med samo podružimo, malo ko spigemo, malo pogrejemo, pa res napravimo s tem perfektnen den. Definitivno vsak dan spoznaš kaj novega Murski Soboti, ker Murska Sobota je čili tako mala, je tudi fejst velika, kar se tiče svoje zgodovine pa svojih kulturnih razlik, ampak se mi zdi, da res mora vsaki pravi Sobočanec odločiti toga pohoda, pa tudi priti resno se povezati samo skupnost in s tem ustvariti sebi in drugim lep den. Letošnji pohod pa je bil tudi sicer nekaj posebnega, potekal je namreč v soorganizaciji z European Walking Tour Slovenija pohodom, ki ga je predstavila njegova vodja. European Walking Tour Slovenija se je Center za zdravje in razvoj prijavil skupaj z 3 državami, se pravi s Portugalsko, Finsko in pa Hrvaško, na projekt, ki spada pod skupino Erasmus+. Zdaj, razen pohodov, ki jih bomo organizirali v mestu Murska Sobota, danes je bil prvi, se pripravljajo še zdravi jedilniki, potem so v načrtu tudi videoposnetki, oziroma se že snemajo na portugalske videoposnetki za varno vadbo, in pa videoposnetki z enostavno pripravo zdravih jedi. Se pravi, ciljna publika so dejansko prebivalci, se pravi, katerekoli izmed evropskih držav, ker zadeve so narejene v angleškem jeziku, da si lahko pomagajo k bolj zdravemu načinu življenja. Zdaj, zakaj dejansko do tega prišlo? Vemo, da se populacija se stara, vedno več je različnih zdravstvenih težav in pohode, se pravi hoja, je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko pripomore k bolj zdravemu načinu življenja.